Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Kar zadeva človeški del, govorimo o delih mesa. Če moram nekaj spremeniti v svojem življenju, če imam nekakšne vezi v življenju, potem je moj del, ko rečem, z Bogom sva partnerja. Človek ima svoj del in Bog ima svoj del. Moj del ni to, da pridem z elegantnim načrtom, kako naj bi spremenil samega sebe ali kako naj spremenim okoliščine. Moj del se nanaša na to, da storim to, kar mi Bog naroča vsak dan in mu zaupam tisto, česar jaz ne zmorem. Vedno se bom spominjala, ko mi je Bog položil na srce, če boš skrbela za moje stvari, Joyce, bom jaz skrbel za tvoje. Skrbite za Božje stvari in on bo skrbel za vaše. Veste, da je samodisciplina dobra, napotki so dobri. Naši načrti niso vedno slabi, vendar pa moramo biti pripravljeni, da se vsemu temu odpovemo, če Bog reče, imam drug načrt, ki je drugačen od tvojega. Amen. V preteklih letih sem slišala, da so nekateri govorili in teh je bilo več kakor eden, še posebej v zadnjem letu. Vse sem že storil, vse sem poizkusil. Hodil sem v cerkev in tam sem služil, hodil sem na razna srečanja, hodil sem na posvetovanja in bil sem osvobojen, vse sem storil, ampak sem še vedno v vezeh, nisem svoboden. Sedaj želim, da me poslušate, kajti to je zelo pomembno. Veste kaj? Vi ste mogoče vse to že storili, ampak še vedno vas ne vodi Sveti Duh. No, kaj pa misliš s tem? Dobro, no. Mogoče se pojavi nekdo v cerkvi in reče, vsi mi bomo brali svetopismo čez vse leto. To se mi zdi zelo dobra ideja. Podate se na pot in začnete brati svetopismo skozi vse leto. Vi se v resnici ne naučite dosti ali pa skoraj nič ne odnesete od tega, ker v resnici ne delate tega, kar vam je nekdo naročil. Vi počnete to samo zaradi tega, ker je nekdo tako rekel. Vi berete svetopismo, vendar ne polagate nobene pozornosti v to, kar berete, in kadar berete svetopismo, ga niste pripravljeni obogati. Ali veste, da vam ne bo prav nič koristilo, če ste prišli sem na predavanje, ampak niste pripravljeni, da to izpolnite, kar slišite. Samo če ste prišli sem, se še ne bo nič spremenilo. Mi hodimo v cerkev, da se naučimo, kako živeti, da bi lahko s svojim življenjem slavili Boga. Jaz vem iz osebnih izkušenj, da se lahko zapletemo v tako različne spletke in različne načrte ter okoliščine. Začnemo govoriti vsakemu, no veš, imam ta problem, sem pa slišal, da si se ti osvobodil, kaj si storil? Ali vam lahko povem skrivnost, tudi če boste napravili natanko tako kot tista oseba, to še ne pomeni, da bo za vas delovalo. Niste me slišali? Mi zapravimo vse preveč časa, da se posvetujemo z vsakim, kaj so oni storili. Kako ti pa je uspelo shujšati? Ženske to razumejo, veste? Nisem rekla, da če je nekdo drug tako delal, da ne bo delovalo za vas. Vendar vam pravim, da ne bo delovalo za vas, če vas k temu ne vodi Bog. Če pa vas Bog vodi k temu, da to storite, potem bo za vas uspešno. Veliko preveč časa smo zapravili, da smo se posvetovali z ljudmi, ko bi se morali obrniti na Boga in njega vprašati, kaj moram storiti v tej situaciji. Rekli boste, ne vem, če lahko slišim kaj od Boga. Naj vam nekaj povem. Da slišite Boga, to ni nekaj strašno nadnaravnega. To ne pomeni, da boste imeli prisluhe. To pomeni, da imate spoznanje. Vi imate spoznanje. Dala vam bom nekaj praktičnih primerov. Med drugim, ko sem bila mlada, sem bila debeluškasta. Zato sem zapadla v tisto shujševalno mentaliteto, da sem jedla čim manj, da bi čim dlje ostala brez hrane. In to se mi je tako vtisnilo v moj spomin, da sem to še vedno ponavljala, tudi ko sem že odrasla in sem bila včasih predolgo brez hrane. Veliko predolgo brez hrane. Vendar, ko si v 20 in 30 letih, si to še lahko privoščiš, ko pa si nekoliko starejši, takšne stvari drugače vplivajo na te kot v mladosti. Od Svetega Duha vem že okrog 5 ali 6 let,
da ne smem biti več tako dolgo brez hrane. Da moram vsake 2 ali 3 ure nekaj malega pojesti. Vendar jaz tega nočem delati. Kajti, če jem po malem skozi ves dan, potem to pomeni, da se ne morem zvečer usesti in imeti enkratne, velike in obilne večerje. Naravnana pa sem na vse ali nič. Torej, raje ne jem celi dan nič, da lahko pojem zvečer vse, kar vidim. Ko to storim, sem tako nemogoče zaspana, da sem komaj po konci. Ker sem pojedla preveč, kot pa lahko prinese moje telo, se kar sesedem na slanjači in zaspim. Vsa se poslinim. Potem gledava z možem Davidom skupaj televizijo. On me na to pokliče po telefonu in me vpraša, če bi hotela vstati in preživeti nekaj časa z njim. Poslušajte me sedaj. Nisem storila tega, nisem storila onega, nisem storila tega. Veste, da to, kdaj in koliko sem jedla, ne bo nič vplivalo na to, ali boste šli v nebes ali ne. Koliko izmed vas bi se radi bolje počutili? Bi se radi bolje počutili? Vam lahko nekaj povem. Če boste poslušali Boga, se boste bolje počutili. Nekateri izmed vas bi se počutili toliko bolje, če bi šli pravočasno v posteljo. Dajte no, koliko izmed vas ve, da bi morali iti v posteljo prej? Ampak tega ne storite. Torej se počutite slabo. Koliko izmed vas ve, da bi morali piti več vode, kakor je sicer? No, vidite. Ampak vi pa imate raje? Torej, slišali ste od Boga, nikar mi ne recite nas, slišate Boga. Slišati Boga pomeni, da poznate stvari, da imate spoznanje, kaj bi morali storiti in česa ne smete storiti. Mi vsi mislimo, da je slišati Boga nekaj super nadnaravnega. Bog mi je nekaj rekel in jaz sem videl angele. Ne, nič takšnega. Je pa nekaj takšnega kot sedaj pojdi v posteljo. Pojdi v posteljo. Kaj pa o ljudeh, ki so neprestano pozni, kamorkoli gredo? O, Bog, moje življenje je takšna nadloga, da bom verjetno moral iti na svetovanje glede mojega zamujanja. Ne vem več, kaj je moj problem, zdi se mi, da nikjer ne morem biti točen, potrebujem tvojo pomoč, iščem tvojo odrešitev, ali lahko molite zame? Bog vam je že 10-krat povedal. Malo bolje se organiziraj in pravočasno pojdi spat. Zapomni si, kje so tvoji čevlji, kje so tvoji ključi. Ko zjutraj začne zvoniti telefon in imaš samo 5 minut, da greš od doma, ne odgovori na telefon. Dajte no, a vam ne govorim resnice? Mogoče pa vi, perfekcionisti, boste morali pustiti kakšen prah tu in tam, ko boste zapustili dom. A vam povem skrivnost, še vedno bo tam, ko se boste vrnili domov. Če ne boste odpravili teh malenkosti, preden zapustite dom, bodo še vedno tam, ko se vrnite. Poleg tega pa dopustite, da ste pozni, kamorkoli greste. Ljudje se ne morejo zanesti na vas, prelamljate besedo, ki ste jo dali. To ne služi vaši integriteti, počutite se krive, pa ne zato, ker niste vedeli, kaj storiti. Vi ste vedeli, kaj storiti. Vendar vaša duša se ni hotela ravnati po tem. Veste zakaj? Ker niste hoteli, da bi ta del vas šel na križ. Jezus je rekel, vzemi svoj križ na svoje rame in hodi za menoj. To ne pomeni, da morate na križu umreti, vendar sem hotela reči, da sta tukaj vsaj 2 pojma. Lahko pridem se in rečem, poglej, Jezus je umrl zame na križu, vendar še vedno mislim, da je tudi druga plat te resnice. Resnica je, da tudi jaz od časa do časa moram iti na križ in to tako, da bi dopustila, da Bog vpliva name, da bi se spomnila, kaj vse je Jezus storil zame, ko sama to poskušam. Nekaj od tega ne bo prijetno in nekaj od tega ne bo lahko, vendar je življenje, ki nas čaka, takšno življenje, ki ga nočemo zamuditi. Dobro. Nato sem začela imeti tiste nepričakovane slabosti. Začele so se pojavljati pred 3 meseci in bila sem tako, veste, vrtelo se mi je, bilo mi je slabo, srce mi je hitro udarjalo, potila sem se. Nato sem potrebovala kakšno uro, da sem to premagala. O moj Bog, bilo je kot, da bi imela srčni napad. Kaj se dogaja? Nato sem cel dan tako se počutila. Začela sem moliti, Bog, kaj je narobe, kaj je narobe? Pravzaprav pa sem že vedela.
Od Boga sem že vedela, da je kriv sladkor v moji krvi. Nisem dovolj jedla ob pravem času, že precej dolgo. Bolj pogosto moraš jesti. Nočem imeti predavanja o zdravju, vendar je to način, kako poslušamo Boga. Hočem samo poudariti, da čeprav mi slišimo Boga, še vedno delamo neumne stvari. Tako trapasta setev prinese trapasto žetev. Ali ste še z mano? To je tako enostavno. Če sejemo neumna semena, bomo pridelali neumno žetev. Proti temu se nikakor ne morete pritoževati. Tega ne moremo poduhoviti. O Bog, nikakor ne morem razumeti, kaj je narobe. Poskušam vzdanjati veselo zanilo in pomagati ljudem, pa se počutim tako slabo ves dan. Ne vem, kaj je narobe. Ja, seveda veš, kaj je narobe. Prav, mislim, da mi je padel sladkor. Vem, da je vzrok sladkor v moji krvi. Torej mora biti precej nizek. In vem, kako se izmeri sladkor v krvi. Preizkusila sem in je bil veliko višji, kot bi moral biti. Ni bil tako visok, da bi bilo nevarno, ampak dovolj visok, da bi morala biti pozorna. Šla sem k svojemu zdravniku, naročil mi je in povedala sem se v zgodbo. Rekel je, da to je stopnja sladkorja v krvi. Prehrambene navade si moraš urediti, da ješ vsake 2 ali 3 ure. To bo odpravilo težave. No, in to stvar sem pravzaprav vedela že pred 5 leti. Poslušajte me sedaj. Bog mi je povedal, kaj moram storiti, preden bom sploh imela problem. Ali ste me slišali? Dajte no. Mislim, da nam Bog vsem pokaže pred časom, kaj bi morali storiti, da ne bi imeli težav. Vendar pa mi še naprej vztrajamo in želimo delovati čez miro in si tako prislužimo težave. No, ali ste še z mano? Ne pustite, da stopim dol in vas prebudim. Ista stvar je z zapravljanjem. Skrbijo zase ali pa za stvari v vajinem zakonu. Sprašujem se ženske, kolikokrat vam je Bog že povedal, da bi nehale modrovati pred svojim možem? A sem to zares izgovorila? O, ne vem. Ampak Bog včasih opozarja preko mene. Dajte no. Ali bi morali o tem govoriti ali ne? Nekoliko nelagodno se zvijate na svojih sedežih. Glejte, stvar je takšna. Če mi bo Bog dal na nek način milost, da bi lahko vse vas ta konec tedna pripeljala do tega, da ko bi zapustili to dvorano, bi resnično postali zvesti in bi se dali voditi Svetemu Duhu. O, če bi le mogla uspeti, da bi vi napravili to odločitev. Wow, pustimo to ob strani in recimo, glej Bog, pripadam tebi. Vem, da si plačal grozno ceno zame. In po Svetem Duhu prejemam vse, kar potrebujem. V meni je že vse, kar potrebujem za čudovito življenje. Dobil sem že vse te čudovite obljube. Jaz samo hočem rasti in poslušati tebe. Veste kaj? Ko rastete tako, da poslušate Boga, boste napravili nekatere napake. To je pač del učenja. Včasih boste mislili, da vam Bog nekaj govori, ampak to ni bilo od Boga. Storite kakšno neumnost in ste v težavah, tedaj rečete, o Bog, to nisi bil ti, tega ne bom več storil. Naj vam nekaj povem. Sveti Duh skrbi za vse stvari. To je zame najbolj čudovita stvar v mojem zaupnem osebnem odnosu z Bogom. On skrbi za vse stvari, ki me zadevajo. Prav vse. Neko jutro sem se zbudila in hčerka mi včasih pripravi čili, ki ga imam zares rada. Mislila sem si, o Bog, če bi mi Laura naredila danes kakšen čili, dobro. Imela je 4 sošolce na obisku in jaz nisem hotela je poklicati, da bi je to rekla. Ona ima dovolj druge skrbi. O, gospod, ampak tako rada bi. In pol ure kasneje me je hčerka poklicala. Mami, sprašujem se, če bi ti danes hotela jesti čili. Ja, Sveti Duh. Aleluja. Veste kaj? Vi si lahko mislite, kaj hočete. Takšne stvari mi pomenijo veliko. Ker to zame pomeni, da Bog skrbi za vsako najbolj drobno stvar v mojem življenju. Veste, toliko ljudi je v vezeh, najrazličnejših vezeh.
problem kajenja, pitja alkohola, prehranjevanja, odvisnosti od spolnosti, pornografije, iger na srečo. Veste, da je problem v Kristusovem telesu. Žalostna stvar je ta, da so to ljudje, ki ljubijo Boga. Oni nočejo, da bi napačno ravnali, vendar na en ali drug način ne vedo, kako bi prešli, kako bi jim uspelo iz zasvojenosti priti v svobodo. Tukaj bom postavila predrzno trditev in upam, da ne bom nobenega razjezila. Povedala vam bom, kaj delam in da sem z vsem srcem iskala, ter to tudi verjamem. Torej, če nimam prav, še vedno trdno verjamem. Če nimam prav, sem vendarle pri tem odkrita. Verjamem, da vsakdo, ki je zasvojen in če prosi Boga, da ga on vodi ven iz tega, ter premišljuje Božjo besedo in bo predan, da naredi vsak korak poti, kar mu je Bog pokazal, ne verjamem, da je kakšen način, da bi še lahko ostali zasvojeni. Poslušajte, lahko greste na 5000 ur svetovanja in zapravite $100,000 za to, pa boste še vedno zasvojeni. Vendar pa ne morete slediti vodstvu Svetega Duha in ostati zasvojeni. To sploh ni mogoče. Ni možno. Primer. Moj oče me je spolno zlorabljal. In naravno je bilo zame, da nisem marala spolnih odnosov. Zato nisem veliko skrbela za to in ni bilo posebej dobro. Če hočeš imeti spodoben zakon, to ni vredo. Veste, da sem to svojo držo morala izravnati. In ne kamnajte me sedaj, če vam rečem, da sem povabila Svetega Duha v zakonsko posteljo. Niste prav gotovi, kaj se naj o tem mislite, a ne? Dobro, poslušajte, če rečete seks, potem Sveti Duh reče, vse to je Božja ideja, da sem tako začela. Če bi v cerkvi nekoliko več govorili o tem, potem morda ne bi bilo toliko čudakov po vsem svetu. Boga sem prosila, naj me vodi ven iz problemov, da bi postala dobra zakonska žena. Potrebovala sem nekaj časa. Večino stvari zahteva več časa, kot bi sami hoteli, vendar me samo malo napredka zelo pogumi. Veste, ja še nisem tam, kjer bi morala biti, vendar pa nisem več tam, kjer sem včasih bila. Mislim, da če smo vztrajni in iščemo napredek, so to tiste stvari, ki jih Bog želi od nas in jaz se čutim opogumljeno. Upam, da nisem sedaj preveč osebna. Hočem vam samo pomagati. Veste, ena stvar je, ki sem jo rekla možu Davidu, rekla sem, ne bova imela prižganih luči. Nobene luči ne bo. Sedaj me poslušajte. Vedela sem, v srcu sem vedela, da moram nocoj pustiti prižgano luč. Veste, tu notri morate vse razumeti. A ste še z mano? Dajte no. Vse tukaj znotraj mi je govorilo ne. To so stvari, ki jih morate razumeti. Prosim, poslušajte me. Vse, kar vas Bog vodi, da naredite, vam bo tudi dal milost, da tako storite. Ali me slišite? Vse, kamor vas Bog vodi, da storite vam, meni ni bilo treba niti storiti, ampak sem se morala samo predati. Morala sem se izročiti Bogu in mu dati prednost. Veste kaj? Sedaj nimam več nobenih težav, če jem vsake 2 do 3 ure. Zanimiva stvar je v tem, da pred cel dan nisem nič jedla, ker sem mislila, da se bom zredila. Izgubila pa sem 1,5 kilograma, odkar jem vsake 2 do 3 ure. To je lahko razvozlati. Vse, kar sem storila, je, da sem se izročila Bogu. Recimo, da je nekdo zasvojen na spolnem področju. Pornografija, karkoli. In pa pride v hišo revija, ki ima na prvi strani, na naslovnici, žensko v spodnjem perilu. Sedaj že veste, ne da bi vam kdo pridigal in če ste kristjani, da ne smete obrniti prve strani. Takoj odnesite revijo v smetnjak. Ne glejte tega. Vrzite proč.
To je vodstvo Svetega Duha. Če imate težave z alkoholom, ne hodite v gostilno s svojimi prijatelji. Počnite raje kaj drugega. Ali ste še z mano? Stvar ni v tem, da mi ne bi vedeli, kaj storiti, ampak da tega nočemo storiti. Potem je v našem življenju nekajkrat takšna situacija, ko vse iskrenosti ne vemo, kaj bi storili. Vendar vam povem, če iščete Boga, vam bo On dal odgovor in vam bo pokazal pot. Poslušajte me, kaj vam hočem povedati. Velikokrat so naši veliki problemi povsem preprosti z enostavnimi odgovori. Namreč, če bomo le sledili vodstvu Svetega Duha, se bodo stvari spremenile v našem življenju. Prav, sedaj poglejmo angleško besedo yield, kar pomeni izročiti se, predati se, opustiti, dopustiti, umakniti se, splezati dol ali pa dvigniti belo zastavo. Želela bi si, da mi Bog dal ta primer pred 2 mesecama, kajti potem bi vsak izmed vas imel sedaj s seboj belo zastavo. Kajti, če nekdo v vojni vzdigne belo zastavo, to pomeni predajo. Pred Bogom bi vsi mi morali dvigniti belo zastavo predaje. Ko On reče, da to vidimo, jaz odgovorim, predam se, jedla bom vsake 2 do 3 ure in to bo do konca svojega življenja. Vdam se, ne bom pila toliko kave, ampak vodo. Predam se, zvečer bom šla pravočasno v posteljo, predam se, ne bom ogovarjala svojemu možu vsakič, ko mi kaj reče. Dajte no, ali nisem zadela črno? Vdam se, ne bom več kupovala stvari zaradi svojih čustev in si s tem napravila samih računov in dolgov. Izročam ti svoje razvade, izročam ti svojo trmo. No, naj vas nekaj vprašam. Koliko izmed vas je stopilo v to dvorano in imate nekaj v svojem življenju, česar se oklepate že predolgo časa in vi veste, da vam Bog govori prav sedaj in ste pripravljeni reči, čas je, da izročim te stvari Bogu. Nočem jih nesti več nazaj domov, Joyce, hočem jih izročiti Bogu, preden zapustim to dvorano. Koliko izmed vas se najde tukaj? Potem je to prava množica v pravem času, a ni tako? Če ste to vi, potem vstanite. Sedaj bomo molili molitev izročitve. Dajte no, prav sedaj. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Gospod. Poslušajte. To je čudovito. A veste, kaj mi to sedaj govori? To je naša rast. Bog misli, da je to čudovito. On ni jezen na nas, ker mu moramo nekaj izročiti. On misli, da je to čudovito. Zmolila bom molitev in želim, da se vi strinjate z mano zaradi svojega življenja. Oče, danes tebi izročamo vse vrste situacij. Mi ne zmoremo sami popraviti svojih težav. Ne moremo najti dovolj načinov, ne moremo najti dobrih načrtov. Nimamo prave strategije, da bi se osvobodili. Vendar, če bomo vse izročili tebi, se predali in dopustili, da to gre, ampak to ne pomeni, da ne bomo čutili nobene bolečine v duši. To pomeni, da boš ti imel še en del v nas, po katerem boš lahko deloval. Bog, danes smo se odločili, da se ti izročimo in predamo. Mi vse izročamo tebi, Gospod. Bog, nakloni nam milost, da bomo z vsemi temi stvarmi hodili in ravnali po tvojem načinu. V Jezusovem imenu. Amen. Vsi slavimo Gospoda. Ostanite z nami še nekaj trenutkov in prisluhnite mislim za zaključek. Vi niste to, kar ste bili nekoč, zlomljeni, za odpis, brez vrednosti. Šele, če pogledamo bližje, nam to razkrije vašo pravo vrednost, vaš namen in kako ste dragoceni. Vi ste Božji unikat in vi ste bili ustvarjeni za veliko več v življenju. Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.